ne vrakle sosed dvomejak, rojak, rozmousak, ne vrakle sosed dvomejak. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli v Rovte, dobrodošli v naši vasi. Spominjati se pomeni negovati svoje korenine. Le iz zdravih korenin lahko raste zdravo drevo, ki kljubuje viharjem. Danes smo se zbrali ob okroglih obletnicah pomembnih dogodkov. 30-letnici postavitve farnih spominskih plošč Rovte, 80. obletnici ustanovitve domobranske vojske ter Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Zelo veseli pa smo, da te obletnice okronamo še z blagoslovom novopostavljenega nagrobnika žrtvam iz Češirkovega gozda, ki od 3. novembra 1942 počivajo na našem pokopališču. Sedaj pa jim je Republika Slovenija postavila nagrobnik in jih s tem iztrgala pozabi. Ob tej priliki se zahvaljujem Komisiji za reševanje vprašanj prikritih grobišč pod vodstvom dr. Jožeta Dežmana, ki je sprejela naš predlog o postavitvi nagrobnika, in Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino pri Ministrstvu za obrambo, sektorju za vojne grobove in grobišča, ki je poskrbela za postavitev nagrobnika. Grob je sedaj vpisan v register vojnih grobov in grobišč, za vzdrževanje poskrbela Republika Slovenija. Neverjetno naključje je, da so bile naše farne spominske plošče, katerih 30-letnico postavitve praznujemo danes, blagoslovljene 23. avgusta 1993, torej prav na dan, ki ga je Evropa 16 let pozneje proglasila za dan spomina na žrtve vseh totalitarnih
z našim spominjanjem vključujemo v širšo družino evropskih narodov, ki se spominjajo grozot vseh treh totalitarnih režimov. Žal, naša država komunizma, ki je v naših krajih povzročil daleč največ gorja, še vedno ne prepozna kot totalitarnega režima, ki ga je vredno obsoditi. Ob 80-letnici ustanovitve domobranske vojske pa se spominjamo tudi naših mož in fantov, ki so padli kot domobranci. Niso bili izdajalci. Z vsem srcem so pripadali Bogu in domovini Sloveniji. Zanjo so se borili in zanjo dali svoje življenja. Zato se z nekaj trenutki tišine spoštljivo poklonimo njihovemu spominu. Sedaj pa vabim k mikrofonu današnjega slavnostnega govornika, predsednika Nove slovenske zaveze, dr. Matija Ogrina. Spoštovani vsi navzoči, še zlasti spoštovani sorodniki žrtev. Ob 30. obletnici postavitve farnih spominskih plošč, ko se spominjamo najmanj 240 žrtev komunizma v župniji Ravte, bi si seveda želeli, ta misel nas naravno obide, da bi radi vedeli več o okoliščinah, kako so jih partizani odpeljali, kaj se je vedelo o njihovih zadnjih urah, kdo je odločal, kdo je povedal za njihove grobove in podobno. Toda, če se poglobimo v tisto, kar je vendarle skrbno zbrano in zapisano, vidimo, da se je dokumentov in pričevanj ohranilo več kot dovolj, da spoznamo, kaj je bilo bistveno. In kaj je bistveno? O tem nam razločno govori prav posebej jasno usoda 7 žrtev Češirkovega gozda, ki jim je danes država Slovenija postavila dostojen pomnik. Knjiga pričevanj o tem, ki sta jo sestavila gospa Sonja in Jože Melovrh, pokaže, da so bili vsi pomorjeni zgledni, domoljubni Slovenci, pošteni ljudje. Toda vsak od njih je dosegal že neko prepoznavno stopnjo gospodarskega ali kulturnega napredka, kar jim je dajalo v domačem okolju določen ugled. Različen je bil življenjski tek teh mož in fantov. Podobna pa je bila njihova odklonitev tega, da si nekdo smel vzeti pravico ubijati soljudi, domače ljudi. Bili so različne starosti in poklicev, v njih pa se je oglasila ista krščanska kultura s svojimi vekovitimi zakoni o tem, kaj je dobro, kaj je zlo. Prišel je god svete Ane, 26. julij leta 42 in vseh 7 je bilo umorjenih,
nekateri po hudem mučenju. Mnogi Slovenci poznajo ansambel Čuki, le redki pa poznajo njihove prednike in očete, prvotne Čuke. Eden od njih, že prej omenjeni Valentin Malovrh, igral je bas in klarinet, je tam v Češirkovem gozdu v mukah izdihnil svoje 21-letno življenje. Kaj je torej tisto, kar se nam kaže kot bistveno? Lahko bi navajali zgodbe vaških stražarjev in domobrancev iz Rovt, kako so se po teh dogodkih morali organizirati, kako so se odločali, kakšna nuja je stala za njimi in stiska, da bi zaščitili svoje in sebe. Toda morda je tisto bistveno še bolj vidno v veličini dejanja, ki sta ga pravzaprav storila oba Lazarjeva fanta med 7 žrtvami, namreč Jakob in Jože Filipič, ki sta bila sprva celo člana narodne zaščite, torej sta sodelovala z OF, vendar sta začela ugovarjati partizanskim umorom. Tu sta se ustavila in nista hotela dalje. Tukaj torej poteka tista bistvena ognjena črta pri odločitvi za to, kaj je prav. Bistveno je torej razlikovanje med dobrim in zlim. Prav pri teh primerih se prejasno vidi, da gre nazadnje vselej za odločitev za življenje ali proti življenju. To je torej bistveno. Veliko pred nami in v neprimerno težjih okoliščinah so se morali neki slovenski ljudje, neki preprosti, pošteni ljudje odločiti za to, kaj je dobro in prav. Ne da bi vedeli, so s tem nadaljevali in na novo ustvarili neko izročilo. Nadaljevali so stoletno krščansko tradicijo Slovencev, vendar so jo tudi na novo osebno uresničili. Z dejanjem so izkazali v težkih okoliščinah, zmedenih, nejasnih okoliščinah, ampak so izkazali, kako se človek konkretno odloči za dobro in prav. Temu so sledili mnogi drugi in se odločali podobno. Verjetno sprva niso niti pomislili na to, toda svojo odločitev so plačali z najhujšim. O tem najhujšem bi vedela vso resnico povedati pobočja hrastniškega hriba. Ena od teh, ki se od tam ni nikoli vrnila, je bila mlado dekle Merica Modrijan. Nekdo, ki je preživel teharje, je pričeval, citat, kako so neko dekle vso zmrcvarjeno nesli iz bunkerja. Bil je prepričan, da je videl Merico. Nastala je velika praznina, ko v Rovtah nikogar od njih ni več bilo. Jeseni leta 1945 je k Modrijanovim prišlo neko dekle iz okolice Cerknice in prineslo Meričin plašč. Neko dekle je domačim prineslo Meričin plašč. Veliko praznino je zapolnila velika bolečina in neizjokane solze. Tako je nastalo izročilo, ki mu še nismo našli imena. To zaradi tega izročila naši ljudje, kolikor so preživeli,
Tudi po zmagi revolucije nikoli niso sprejeli komunizma. Za njih je bil tujek in rakava tvorba. Notranje so mu kljubovali in ko je prišel čas, so iz tega izročila ustvarjali slovensko pomlad, državo Slovenijo. Kultura, ali bolje omika, raste iz tega, da v času ponavljamo dejanja, s katerimi uresničujemo resnico, dobroto in lepoto. Mnoga pričevanja o naših pobitih dajejo o tem trdno poroštvo. Naj se tega zavedamo ali ne, toda od njihovega izročila, ki je bilo demokratično in slovensko izročilo, plačano z veliko smrtjo, od tega izročila živimo še danes. Nadaljevanje tega izročila, ki je vredno več kot vsak nenapisan ali uničen dokument in je resničen dokument teh ljudi. Namreč odločanje za to, kar je dobro in pravično, na vsezadnje odločanje za življenja. To nadaljevanje je tudi edini odgovor na preizkušnje našega časa. Hvala. Svojevrsten spomenik pobitim v Češirkovem gozdu pa smo postavili tudi domačini in svojci. Na pobudo društva Nova Slovenska zaveza Rovte in s pomočjo donatorjev je lansko leto
ob 80-letnici poboja v Češirkovem gozdu izšla knjiga, v kateri sta Sonja in Jože Malovrh zbrala pričevanja oziroma spomine svojcev pobitih na umorjene, na tisti čas in na življenje v njihovih družinah po vojni. Uvod je napisal Janko Maček, gospod, ki je danes tudi z nami. Janko Maček je tiste čase tudi osebno doživel. Knjigo lahko dobite na stojnici pod Marelo pri Marjanu. Tako ob koncu današnje spominske slovesnosti se najlepše zahvaljujem gospodu škofu Antonu Jamniku, vojaškemu vikarju gospodu Preglu, dekanu vrhniške dekanije in duhovnikom, ki so somaševali. Današnjemu glavnemu govorniku, dr. Matiju Ogrinu, Logaškemu kvartetu, ki so poskrbeli za pesmi med našo prireditvijo, trobentaču Franciju Žnidarju in vsem, ki ohranjate spomin na pobite, ki prihajate na spominske slovesnosti, ki prižigate svečke in ki krasite s kakšno rožico te naše spomenike. Danes sta to naredili Lucija in Brigita, ki se jima tudi najlepše zahvaljujem. Gospodinje in svojci so pripravili nekaj za prigriznit, fantje tudi kakšen kozarček pijače, tako da ste po prireditvi sedaj povabljeni na našo skromno pogostitev, pa da se majčkeno zadržite še ob kakšnem pogovoru. Lepo vas pozdravljam do naslednjega leta, ko se zopet vidimo v Rovtah, končujemo pa tako, kot je v navadi, s pesmijo Moja domovina. Oče, mati, bratje in sestry, koče mi sta trate in stezi, kolki skale večnega snega, to je moja domovina. Zdrava bodi moja velika domovina, moja velika domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Prva pesem mladih sončnih dni, varovanka fantovske moči, kres, ki sega meni do neba, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina.